Druga postna pridiga Patra Raniera Cantalamesse v kapeli Redemptoris Mater z naslovom Kaj imam s teboj, žena? Kenoza Božje matere. Sveti oče, častitljivi patri, bratje in sestre v poslušanju. V letošnjih postnih premišljevanjih sledimo stopinjam Božje matere po poti, ki smo jo začeli z lanskim adventom. Tudi na ta način se bomo izročili v varstvo devici v času tako hude preizkušnje za vse človeštvo. Priznati moramo, da se o Mariji v Novi zavezi ne govori veliko, saj ne tako pogosto, kakor bi pričakovali. Če upoštevamo, kako se je v cerkvi razvila pobožnost do Božje matere. A vendar, če smo pozorni, opazimo nekaj, da Marija ni odsotna pri nobenem od treh konstitutivnih trenutkov skrivnosti odrešenja. Ostajajo namreč trije točno določeni trenutki, ki kot celota sestavljajo veliko skrivnost odrešenja. To so učlovečenje besede, velikonočna skrivnost in binkošti. Ko zdaj o tem premišljujemo, opazimo, kakor sem rekel, da Marija ni odsotna pri nobenem od teh treh temeljnih trenutkov. Zagotovo ni odsotna pri učlovečenju, kako smo videli v adventnih premišljevanjih. Ni odsotna pri velikonočni skrivnosti, ker je zapisano, da je pri Jezusovem križu stala njegova mati. Ni odsotna slednjič na binkošti, kjer je zapisano, da je Sveti Duh prišel nad apostole, ko so bili enodušno zbrani v molitvi z Marijo, Jezusovo materjo. Te tri Marijine navzočnosti v ključnih trenutkih našega odrešenja ne morejo biti zgolj naključje. Zagotavljajo ji edinstveno mesto pri Jezusu v tem delu odrešenja. Marija je bila edina med vsemi ustvarjeninami, priča in udeleženka vseh treh dogodkov. Sledimo torej Mariji v velikonočno skrivnost. Pustimo se voditi v globoko razumevanje velike noči in v soudeležbo pri Kristusovem trpljenju. Marija nas vodi za roko in nas spodbuja, naj ji sledimo po tej poti. Kot mati zbranim otrokom nam govori, pojdimo še mi, da umrjemo z njim. V evangeliju apostol Tomaž te besede izreče, Marija pa jih udejanji. Iz tega, kar je trpela, se je naučila pokorščine. Velikonočna skrivnost se v Jezusovem življenju ne začne z aretacijo v vrtu in ne traja samo v dneh velikega tedna. Vse njegovo življenje, odkar ga je Janez Krstnik pozdravil kot jagnje Božje, je priprava na njegovo veliko noč. Po Lukovem evangeliju je Jezusovo javno življenje počasen in neustavljiv vzpon proti Jeruzalemu, kjer bo dopolnil svoj eksodus. Vzporedno s to potjo pokornega novega Adama poteka pot nove Eve. Tudi za Marijo se je velikonočna skrivnost začela zelo zgodaj. Že Simeonove besede o znamenju, ki se mu bo nasprotovalo, in o meču, ki bo presunil njeno dušo, so vsebovale slutnjo, ki jo je Marija ohranila v svojem srcu skupaj z drugimi besedami. Cilj tega premišljevanja je prav to, da bi sledili Mariji med Jezusovim javnim delovanjem in videli, podoba česa je in čemu je zgled v tem času. Kaj se navadno zgodi na poti svetosti, potem, ko se duša napolni z milostjo, potem, ko je velikodušno odgovorila svojem da vere in se radovoljno lotila opravljanja dobrih del in gojenja kreposti. Pride čas očiščevanja in praznjenja, pride noč vere in dejansko bomo videli, kako nas Marija v tem obdobju svojega življenja vodi in nam daje zgled prav tega, kako ravnati, ko v življenju pride čas obrezovanja drevja. Sveti Janez Pavel II v svoji okrožnici Redemptoris Mater prav na Marijino življenje nanaša veliko kategorijo kenoze, s katero je sveti Pavel razložil zemeljsko bivanje Jezusa. Čeprav je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno uklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, ekenozen. Po veri, tako piše papež, je Marija popolnoma združena s Kristusom v tem izpraznjenju. Ob vznožju križa je Marija po veri soudeležena pri presenetljivi skrivnosti tega izpraznjenja. To izpraznjenje se je dovršilo pod križem, začelo pa se je dosti prej. Tudi v Nazaretu in še posebej med Jezusovim javnim delovanjem je napredovala kot romarica vere. Ni težko že tedaj opaziti neko posebno srčno bolj, povezano z nekakšno nočjo vere. Vse to dela Marijino zgodovino izredno pomenljivo za nas. Marijo vrača cerkvi in človeštvu. Z veseljem moramo ugotoviti velik napredek, ki se je zgodil v marijanski pobožnosti v katoliški cerkvi in ki se ga lahko vsak, ki je živel pred drugim Vatikanskim koncilom in po njem, dobro zaveda. Prej je bila temeljna kategorija
s katero se je razlagalo Marijino veličino, kategorija privilegija ali izvzetosti. Mislili so, da je bila Marija izvzeta ne le od izvirnega greha in razpadljivosti, ki sta privilegija, ki jo je Cerkev opredelila z dogmama o brezmadežni in nebovzeti. Ampak se je v tej smeri šlo tako daleč, da so mislili, da je bila Marija izvzeta tudi od porodnih bolečin, napora, dvoma, skušnjave, nevednosti in slednjič, kar je najhuje, smrti. Za nekatere naj bi bila Marija vzeta v nebesa, ne da bi ji bilo treba iti skozi smrt. Vse to, so mislili, so posledice greha. Marija pa greha ni imela. Niso se zavedali, da so Marijo na ta način, namesto da bi jo pridružili Jezusu, povsem ločili od njega, ki je sicer res bil brez greha, a je hotel nam uprit izkusiti vse to. To je napor, bolečino, stisko, skušnjave in smrt. Temeljna kategorija, s katero pa po drugem Vatikanskem koncilu skušamo razložiti enkratno Marijino svetost, ni več toliko kategorija privilegija, ampak kategorija vere. Marija je hodila v veri, še več. V veri je celo napredovala. To ne zmanjša, ampak še neizmerno poveča Marijino veličino. Duhovna veličina ustvarjenine pred Bogom se v tem življenju ne meri toliko po tem, kar ji Bog daje, ampak po tem, kar Bog od nje zahteva. In videli bomo, da je Bog od Marije veliko zahteval, več kot od katerekoli druge ustvarjenine, več celo kot od Abrahama. Marija v Jezusovem javnem delovanju. V evangeljih je Marija omenjena tako, da je to v preteklosti, ko je prevladovala misel o njenem privilegiju, zbujalo nekakšno nelagodje med verniki. Zdaj pa se to vidi kot znamenja na poti Marijine vere. Nimamo več razlogov, da bi jih na hitro odpravili ali da bi jih skušali umiliti z blažilnimi razlagami. Na kratko si oglejmo ta besedila. Začnimo pri dogodku, ko se Jezus izgubi v templju. To je bil za mater začetek velikonočne skrivnosti izpraznjenja. Kaj je slišala od njega, ko ga je našla? Zakaj sta me iskala? Nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Zakaj sta me iskala? Te besede so postavile med Jezusa in njo drugačno voljo, neskončno pomembnejšo, ki je postavila v ozadje vsak drug odnos, tudi sinovski odnos do nje. A pojdimo dalje. Našli bomo omembo Marije v Kani Galilejski, prav v trenutku, ko Jezus začenja svoje javno delovanje. Dejstva so nam znana. Kaj je Marija slišala od Jezusa v odgovor za njeno obzirno prošnjo za poseg? Kaj imam s teboj, žena? Kakorkoli že hočemo razložiti te besede, trdo zvenijo, kruto. Spet se zdi, da naredijo prepad med Jezusa in njegovo mater. Vsi trije sinoptiki pa poročajo v drugem dogodku med Jezusovim javnim delovanjem. Ko je Jezus nekega dne pozorno pridigal, so prišli njegova mati in nekaj sorodnikov, da bi se pogovarjali z njim. Morda je mater, kar je za mamo samoumevno, skrbelo za njegovo zdravje, ker je malo predtem rečeno, da Jezus ni utegnil niti jesti zaradi množice. Opazimo še neko podrobnost. Marija, mati, mora prosjačiti za pravico, da bi lahko videla sina in govorila z njim. Ne prerine se med množico, sklicujoč se na dejstvo, da je mati. Ostala je namreč zunaj in čakala, da so Jezusu drugi šli povedati: zunaj je tvoja mati, ki želi govoriti s teboj. Tudi tu je pomembna reč Jezusova beseda, ki je še vedno v isti liniji. Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? Vemo, kaj je sledilo odgovoru. Skušajmo se postaviti na Marijino mesto in bomo zaznali ponižanje in trpljenje, ki ga je bila deležna pri teh besedah. Danes vemo, da te besede vsebujejo pohvalo matere in ne graje. Ona pa ni vedela, vsaj tedaj še ne. Takrat je bila samo grenkoba zavrnitve. Nič ni rečeno, da bi Jezus šel ven in se pogovoril z njo. Morda je mati morala oditi, ne da bi videla sina in se pogovorila z njim. Ob drugi priložnosti, pripoveduje sveti Luka, je žena iz množice od navdušenja vzkliknila Jezusu: blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. To je bil eden tistih komplimentov, ki sami po sebi osrečijo mamo. Marija pa, če je bila navzoča ali če je to zvedela kasneje, se ni mogla dolgo ustavljati ob tej besedi in uživati, ker je Jezus takoj dodal popravek. Še bolj pa blagor tistim, ki poslušajo Božjo besedo in jo spolnijo. Zadnja podrobnost v tej smeri. Sveti Luka govori na nekem mestu v svojem evangeliju o Jezusovem ženskem spremstvu. To je o nekaj pobožnih ženah,
ki jih tudi poimensko navede, ki so bile deležne njegove dobrote in so ga podpirale s svojim imetjem. Poskrbele so za materinske potrebe njega in njegovih apostolov, kot na primer priprava obroka, pranje in krpanje obleke. Kaj pri tem zadeva Marijo? Med temi ženami ne najdemo Marije. In vsi vedo, kako bi mati bila rada poskrbela za take male potrebe sina, še posebej, če je posvečen Gospodu. To je popolna daritev srca. Kaj vse to pomeni? Vrsta tako točnih in skladnih dejstev in besed ne more biti zgolj naključje. Tudi Marija je morala iti skozi svojo kenozo. Jezusova kenoza je bila v tem, da se je namesto uveljavljanja svojih pravic in božanskih možnosti izpraznil, si prevzel vlogo služabnika in se navzven pokazal kot navaden človek. Marijina kenoza pa je bila v tem, da ni uveljavljala svojih pravic kot Mesijeva mati, ampak se je namesto tega vsemu odpovedala in se pred vsemi pokazala kot navadna ženska. Marijino božje materinstvo je bilo predvsem drugim človeško materinstvo. Imelo je tudi mesijni vidik v pozitivnem pomenu besede. Ta sin je bil njen sin po mesu. Bil je njeno edino bogastvo, edina opora v življenju. Ona pa se je morala odpovedati vsemu, kar je bilo človeško gledano vzvišeno v njeni poklicanosti. Sam sin jo je postavil v položaj, da ni mogla od svojega materinstva črpati nobene zemeljske koristi. Hodila je za Jezusom, kot da ne bi bila njegova mati. Ko je Jezus začel s svojim poslanstvom in je zapustil Nazaret, ni imel, kamor bi glavo položil. In Marija ni imela, kamor bi položila srce. Svojemu materialnemu oboštvu, ki je bilo že tako veliko, je Marija pridružila še duhovno oboštvo na njeni najvišji stopnji. To oboštvo v duhu je v tem, da se pusti razlastiti vseh privilegijev, da se ne more sklicevati na nič, ne na preteklost, ne na prihodnost, ne na razodetje, ne na obljube, kakor da bi ji ne pripadale in niso nikoli bile izrečene. Gre za nekakšno temno noč spomina. Ta je v tem, da človek pozabi, ali bolje, da se ne more spomniti, tudi če bi se hotel, na preteklost in da se izteza edino le k Bogu, tako da živi v čistem upanju. To je resnično in korenito oboštvo v duhu, ki je bogato samo z Bogom in še to samo v upanju. Jezus se je obnašal do matere kot bister in zahteven duhovni voditelj, ki zazna izjemno dušo in ji ne pusti, da bi izgubljala čas, ji ne prizanaša, ji ne dopušča cenenih čustev in naravne tolažbe, ampak jo potiska v tek brez oddiha proti popolni razlastitvi, samo da se združi z Bogom. Marijo je učil, kako naj se odpove sebi. Jezus vse, ki mu sledi v vseh časih, usmerja svojim evangelijem. Mater pa je usmerjal v živo, osebno. Z eno roko se je pustil po duhu voditi očetu, kamor je ta hotel. V puščavo, da je bil skušan, na goro, da se je tam spremenil, v Getsemani, da je potil krvavi pot. Jezus pravi, jaz vedno delam to, kar je všeč njemu. Z drugo roko pa je Jezus vodil svojo mater po isti poti izpolnjevanja očetove volje. Marija, Kristusova učenka. Kako se je Marija odzvala na to božje ravnanje do nje? Poskusimo še enkrat prebrati omenjena besedila. Ugotovili bomo tole. Nikoli niti najmanjše upornosti v volji ali samoopravičevanja na Marijini strani. Nikoli niti poskusa, da bi spremenila Jezusovo odločitev. Popolna učljivost. Tu se pokaže edinstvena osebna svetost Božje matere, največje čudo milosti. Da se tega zavedamo, zadošča kakšna primerjava. Naprimer s svetim Petrom, ko Jezus dopove Petru, da ga v Jeruzalemu čaka zavrnitev, trpljenje in smrt. Ta ugovarja in reče, nikakor, Gospod, to se ti ne sme zgoditi. Skrbi ga za Jezusa, a tudi za sebe. Marija je povsem drugačna. Njen odgovor na vse je bil molk, ne tišina upognjenosti vase in žalosti. Marijin molk je bil dober. To se vidi v Kani Galilejski, kjer, namesto da bi pokazala svojo užaljenost, v veri in morda iz Jezusovega pogleda razume, da on to zmore in zato reče služabnikom, kar vam reče, storite. Tudi po ostri Jezusove besedi, ko ga najde v templju in je rečeno, da Marija ni razumela, je zapisano, da je molčala in vse te stvari ohranila v svojem srcu. Dejstvo, da Marija molči, ne pomeni, da je zanjo vse lahko, da ji ni treba premagovati bojev, naporov in teme. Res je bila brez greha, ne pa brez bojev in ne brez tega, kar je sveti Janez Pavel II poimenoval naporno verovanje.
Če se je Jezus moral v Getsemaniju boriti in potiti krvavi pot, da je svojo človeško voljo v polnosti pridružil očetovi volji, je mar potem presenetljivo, da je morala v smrtni boj tudi mati? Eno je gotovo, Marija se ne bi za nič na svetu obrnila nazaj. Ko nekatere duše, ki jih Bog vodi po podobnih poteh, vprašamo, da naj molimo, da bi se to končalo in bi se vrnilo v stare kolesnice, se takoj podvizajo in čeprav so pretresene in včasih na robu navideznega obupa, odgovorijo ne. Potem, ko smo v adventu premotrili Kristusovo mater, pa zdaj premotrimo Kristusovo učenko. V zvezi z Jezusovo besedo, kdo je moja mati, kdor izpolni Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati, sveti Avguštin razlaga. Mar ni izpolnila očetove volje devica Marija, ki je po veri verovala, po veri spočela, bila izvoljena, da se iz nje rodi odrešenje za vse ljudi in jo je Kristus ustvaril, preden je on nastal v njenem telesu. Marija je izpolnila očetovo voljo in sicer popolnoma. Zato pa Mariji več pomeni, da je bila Kristusova učenka, kakor to, da je bila Kristusova mati. Več pomeni, večja predpravica je, da je bila Kristusova učenka, kakor njegova mati. Marija je bila srečna, ker je, prej ko je rodila sina, v telesu nosila učitelja. Zato je tudi Marija blažena, ker je poslušala Božjo besedo in jo udejanjila. Telesno je Marija samo Kristusova mati, duhovno pa mu je sestra in mati. Ali moramo potem takem misliti, da je bilo Marijino življenje eno samo zaporedje stisk, mračno življenje? Nasprotno, če presojamo analog do svetniki, moramo reči, da je Marija na tej poti praznjenja iz dneva v dan odkrivala novo vrsto veselja, v primerjavi z veseljem Betlehema ali Nazareta, ko je stiskala v naročje Jezusa in se je ta oklepal njenega vratu. Veselja v neizpolnjevanju svoje volje, veselja v verovanju, veselja v tem, da daje Bogu tisto, kar mu je najdragocenejše. Saj je tudi v odnosu z Bogom več veselja v dajanju kot v prijemanju. Veselja v odkrivanju Boga, čigar pota so nedostopna in čigar misli niso naše misli. Boga, ki se ravno v tem daje spoznati tak, kakršen je. 3-krat sveti Bog. Velika mistikinja sveta Angela Folinska, ki je imela podobna izkustva, govori o posebnem veselju, ki je na meji človeškega dojemanja in ki ga poimenuje veselje nedojemljivosti. To je v tem, da razumemo, da ni mogoče razumeti, saj Bog, ki bi ga doumeli, ne bi bil več Bog. Ta nedojemljivost sploh ne povzroča žalosti, ampak veselje, ker pokaže, da je Bog bogatejši in večji od tega, kar smo sposobni dojeti, in da je ta tvoj Bog. To je veselje, ki ga uživajo svetniki v nebesi in ki ga je imela sveta devica, pravi sveta Angela, v določenih trenutkih že v tem življenju. Iz našega premišljevanja o Mariji v času Jezusovega javnega delovanja lahko potegnemo tolažilno gotovost. Nimamo matere, ki ne bi znala sočustvovati z našimi slabostmi, saj je bila tudi sama preizkušena vsem, kakor mi, razen v grehu. Ko je zdaj Marija poveličena v nebesi s sinom, lahko k nam iztegne svojo materinsko roko in še bolj upravičeno kot apostol reče: bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusova. Obrnimo se torej k njej v tem času velike preizkušnje, starodavno in lepo molitvijo. Po tvoje varstvo prebežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica. Prevedel brat Miran Špelič, frančiškan. L'ascoltiamo e la facciamo nostra. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. A venerdì prossimo, Dio piacendo, sia lodato Gesù Cristo.